28. Pomurski poletni festival v Veliki Polani. Poletne igre pri Babičevem mlinu v Veržeju. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki, v kateri vam poročamo zanimive in aktualne vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Od 6. do 9. avgusta bo v Veliki Polani v organizaciji Društva Štrk Slovenija potekal že 28. Pomurski poletni festival. V ta namen je na domačiji Miška Kranjca v Veliki Polani potekala tiskovna konferenca. Pomurski poletni festival v Veliki Polani bo letos že 28. in bo potekal od 6. do 9. avgusta. Festival organizira Društvo Štrk Slovenija, tako bo Velika Polana zopet središče glasbenih, športnih in kulinaričnih dogajanj, poskrbeli pa so tudi za najmlajše. Na novinarski konferenci so predstavili nastopajoče glasbene skupine, aktivnosti Štrkovega športnega tedna, kulinarični del festivala in spremljajoče dogodke. Program Pomurskega poletnega festivala nam je predstavila predsednica Društva Štrk Slovenija Bettina Litrop. Pomurskega poletnega festivala, ki bo potekal od srede do sobote, od 6. do 9. avgusta na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani. Pomurski poletni festival začenjamo v sredo 6. avgusta v športnem vzdušju s tradicionalnim balinanjem ob 16. uri. Kasneje ob 17. pa se bo na nogometnem igrišču poleg prireditvenega prostora Poljana odvijala tekma predstavnikov občin proti predstavnikom medijev. Tudi letos gledališče Kukuc pripravlja zabavne predstave za naše najmlajše obiskovalce. Prvi dan si bodo lahko ogledali predstavo Pogum na Fonzi ob 19. uri. Večerno koncertno dogajanje bo letos otvorila skupina Zlata žila, za njimi pa letos poleti zadnjič na oder prihajajo legendarni Dekvašen Retašaj. Kot je povedala Litrop, so četrtki v času poletnega festivala obogateni z domačnostjo. Dan začenjamo s srečanjem seniorjev ob 14. uri, kot že tudi vsa leta je ta dan namenjen ljubiteljem bujte repe, tistim, ki se želijo dokazati v kuhanju te specialitete in pa seveda nam drugim, ki jo radi pojemo. Tekmovanje v kuhanju bujte repe se bo začelo ob 15. uri. Kuharske ekipe vabimo, da se čim prej prijavijo in si zagotovijo mesto v tekmovanju. Gledališče Kukuc bo v četrtek odigralo predstavo pod naslovom Zajčkov zvonček. Zvečer bodo kot predskupina na glavnem odru nastopili polanski zvoki, za njimi pa fehtarji, ki bodo poskrbeli za pravi podeželski rock'n'roll. Društvo Štrk Slovenija je med Pomurskim poletnim festivalom pripravil zanimive vsebine tudi v času dopoldanskih ur za najmlajše, skozi katere bodo ustvarjali nepozabne dogodke v času poletnih počitnic. Poletna počitniška šola se bo odvijala med ponedeljkom 5. avgusta in petkom 9. avgusta. Kaj sledi v petkovem popoldnevu pa v nadaljevanju. Petkovo popoldne se bo začelo ob 16. in bo rezervirano za igrivo tekmovanje Štrkov Šenkrejt, lokalno različico igre Cornhole oziroma metanje koruze. S tem rekreativnim dogodkom začnemo ob 16. uri. Gledališče Kukuc bo ob 19. uri zopet pripravilo novo pravljično dogodivščino za otroke pod naslovom Zmaj Iskrica. Zvečer pa bo oder spet preplavila glasba, najprej z energično skupino Misteri, zatem pa s pravo eksplozijo dobre volje Minea. Zadnji dan poletnega festivala bo potekal pod motom Tradicija in rock'n'roll. Drugi oder Pomurskega poletnega festivala pa bo obarvan z ritmi elektronske glasbe. Pričeli bomo z dogodkom Vsi klačimo s polanskimi pücki in srečanjem starodobnikov. Start izpred prireditvenega centra Poljana je ob 14. uri. Kolesarji bodo odpeljali eno kratko kolesarsko pot, ki so jo letos pücki sestavili. Sporedno se bo na prizorišču odvijalo tudi senje, prav tako s pričetkom ob 14. Zato lepo vabljeni vsi ponudniki vin, kulinaričnih dobrot in rokodelskih izdelkov, da si v Ticu Štrk ali preko elektronske pošte strk.sloafnasiol.net zagotovite svojo brezplačno stojnico.
Za naše najmlajše obiskovalce ob 19. uri sledi zadnja predstava gledališča Kukuc z naslovom Škratka sladka. In kot tradicionalno vsako leto je na Pomurskem poletnem festivalu en dan rokersko obarvan, tako bo oder najprej ogrela skupina Einschlag, za njimi pa že sedaj naši dolgoletni prijatelji Bigfoot Mama. Seveda ne smemo pozabiti tudi na drugi oder Pomurskega poletnega festivala, in sicer elektronski oder bo obarvan v ritme elektronske glasbe, repertoarja, DJ Blinderja in DJ Črta. Festival je večinoma brezplačen. Izjema sta četrtek in sobota, ko je vstopnina za koncertni večer 10 €, vstopnice pa bodo na voljo ob vhodu na prizorišče. Kje lahko najdete podrobne informacije o Pomurskem poletnem festivalu? Vse informacije o dogajanjih najdejo zainteresirani na spletni strani www.strg.si, vticu Štrg, preko elektronske pošte strg.slo@siol.net ali na telefonski številki 041 528 678. Najdete pa nas seveda tudi na vseh družbenih omrežjih, na Facebooku in Instagram profilu Pomurski poletni festival, kjer sproti objavljamo aktualnost festivalskega dogajanja. Tako da vas tudi letos zelo lepo vabimo, da skupaj z nami ustvarite najlepša doživetja vašega poletja. Pri Babičevem mlinu v Veržeju so že petič potekale poletne igre ob reki Muri. Letos so poletne igre potekale v okviru projekta z naslovom In vendar se bo vrtelo, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Igre so bile obogatene z okroglo mizo v povezavi s promocijo ohranjanja kulturne dediščine. Poletne igre pri Babičevem mlinu v Veržeju so bile letos izvedene v okviru družabnega dela projekta z naslovom In vendar se bo vrtelo. V sklopu tega projekta je potekala okrogla miza na temo ohranjanja in promocije kulturne dediščine na primeru Babičevega mlina na reki Muri. Člani iz turističnega društva občine Markovci se z veseljem za svojo stojnico že kar nekaj let udeležujejo poletnih iger. Vsekakor pohvalna zadeva. Z veseljem se udeležujemo te prireditve zdaj že nekaj let. Nekaj let smo sodelovali z pripravo praženega krompirja in pa kakimi prigrizki. Letos pa smo se nekako dogovorili, da tukaj imamo našo stojnico, pa da malo poskušamo promovirati občino in pa nasploh, kar se pri nas dogaja. Kot je povedal Brodnjak, v Markovcih dajo velik pomen pri ohranjanju tradicije in kulturne dediščine. Naše področje je znano potem, da ohranjamo te stare običaje in podobno. Žal v našem okolju nismo uspeli ohraniti kakega objekta, ki bi bil primerljiv z vašim mlinom, in pa zelo to podpiramo in tudi v bodoče smo pripravljeni, če bo želja, na takih zadevah vsekakor sodelovati. O njihovi bogato obloženi stojnici Brodnjak nadaljuje. Ja, danes imamo na naši stojnici pač malo naše turistične ponudbe, če jo lahko tako imenujem. Predvsem poudarjamo eno zadevo, fašenk ali pust je pri nas ena zelo tradicionalna zadeva in to praktično mi ne živimo samo tisti pustni čas, pač pa celo leto. Ker pa so pač tradicionalne navade take, kot so, ne moremo tega v živo prikazati vsaki čas, smo pripravili v naši občini eno zbirko etnoloških likov z eno tako vizualizacijo in pa z enim čudovitim promocijskim filmom in nekako probamo pridobiti ljudi, da se pridejo to k nam pogledati. Več o pomenu ohranitve starih mlinov in mlinarstva v Pomurju Babič pove. Nekdaj jih je bilo čez 90, od avstrijske do hrvaške meje z obeh strani, se pravi z desne in levega brega reke Mure. Danes še je delujoči naš, imamo še sicer nižje dol v Ižakovcih enega, ki je namenjen bolj turizmu. Škoda je, ker so mlini propadli, ker vseeno je to naša kulturna dediščina, ne? To so ustvarili naši predniki, se pravi, zakaj so jih opuščali, dosti jih je Mura odneslo in niso niti postavljali več pozneje nazaj, ker to niso mali stroški, vse je povezano s financami in kako se začne s financami, tako se tudi konča vse posod. Kot je povedala Babič, brez mednarodnih projektov obnova mlinov sploh ne bi bila mogoča. Ker za posameznika je to preveliki finančni zalogaj.
Zlata doba obrti mlinarske vsega verjetno 30-40 let nazaj. Takrat se je zaslužilo, zdaj se pa ne služi več s toliko mlinom, ko bi lahko imel takšne finančne zalogaje, da bi lahko se streha čist na novo z lastnega žepa prekrila. In brez teh Interregov programov, Las Prlekija, za kar sem hvaležna, da sploh obstajajo, da lahko sofinancirajo, da se lahko mlin prične postopoma obnavljati. Obstajajo pa tudi razlike v mletju med domačim plavajočim mlinom, kot je tudi Babičev mlin, in industrijskim mlinom. Pač mlin počasneje melje, ne melje se tako hitro kot v industrijskih mlinih in žita se ne segrevajo, se pravi se tudi moka ne segreva tako in večina mineralov ostane v sami moki noter. Babičeva moka je še vedno po 30 letih delovanja mlina ohranila svoj sloves po kakovostni moki, saj se stranke, kot nam je še povedala lastnica, še vedno rade vračajo po njeno moko ob reki Muri. Pa stranke pravijo, kaj včasih zmanjka kakšna moka, pa skupijo v trgovini pa reče, ne, ni to preveč, smo se navadili na vašo moko, je zelo različna moka. O viziji Babičevega mlinarstva Babič še pove. Ja, trudili se bomo, da bo mlin obstal, zdaj v kakršnikoli obliki, ali bo ostal kako delujoči še verjetno nekaj let, pozneje pa verjetno kot muzej. Ker je tudi pod spomeniškim varstvom in sodelujemo s konzervatorjem iz Maribora, z Dejanom Damjanovičem, ki drži roko nad mlinom, da se mlin obnavlja tako, kako se mora, ker ne bi mi kaj malo po svojem spremenili, tako da mlin bo obstal. Poletne igre je svojo stojnico dodatno obarval Aleš iz kmetije Jana in kot pravi, prihaja iz osrčja Prlekije iz Dobrave. Ja, taka druženja, igre so seveda dobrodošle, združijo malo mlado, malo starejše. Mi ponudniki imamo kako priložnost se malo predstaviti, posebej domačim uporabnikom, saj ti dostikrat ne vejo za nas. Mi smo sadjarska kmetija, imamo svoje lastne 3 nasade, se pravi aronija, šipek, kruška, viljamovka. Vsi nasadi so ekološki in iz tega pridelujemo naše izdelke, se pravi od sokov, likerčekov, žgan, marmelade, kako sušeno sadje. Pa po novem tudi degustacije za skupine na naši kmetiji, vodeni ogledi kmetije, pa kakšni izdelki iz lesa se najdejo unikatni, tako da marsikaj zanimivega. O ohranjanju starih mlinov in mlinarstva Dolamič pove. Ohranjanje starih mlinov je pomembno, kajti to so take stvari, ko še ne rabijo dejansko elektrike. V določeni vrsti že, ampak se lepo, da se ohranja domača tradicija pa slovenska kultura, kajti se vemo, nekdaj je bilo na Muri kar nekaj mlinov. Vladka ustvarja nakit iz lesa. Na svoji stojnici je predstavljala tudi ona svoje izdelke. Kaj meni o pomembnosti tovrstnih poletnih iger? Predvsem zato, da se lahko predstavim za svojimi izdelki, da ljudje vidijo, kaj izdelujem, pa da se malo zve okoli za mene, zato da ustvarjam. O še živečem in delujočem plavajočem Babičevem mlinu Vladka nadaljuje. Se mi zdi super zadeva, sploh zelo pohvalno, da ga gospa Karmen še vedno dela, da jo spodbujajo tudi ostali, da mlin živi, da so lokalni izdelki, da lahko tudi po zelo pristopni ceni dobimo res lokalno, domačo predelano moko in pa vse te stvari. Se mi zdi zelo dobra zadeva to, pohvalno. O začetkih poletnih iger pri Babičevem mlinu Balažic pove. Torej, odločili se smo na željo gospodarice, ki je pač želela, da bi se pri tem mlinu tudi nekaj dogajalo. V to smer smo takrat pred 5 leti šli in seveda smo želeli nekaj malo posebnega, zato smo se odločili, da bomo pripravili te igre na vode in recept je uspel in sedaj smo spet 5. tukaj in igre so se začele. Mlini so naša kulturna dediščina, je ob tem še dodal Balažic in pri tem poudaril. In seveda je to naša identiteta in to so nam naši predniki ohranili in seveda je naša naloga, da to tudi ohranimo našim zanamcem in zato se to tudi vsi trudimo in seveda z vizijo, da nam bo tudi uspelo, da bodo naslednje generacije to dediščino, ki jo imamo mi v rokah, tudi prenesli v svoje roke in naprej naslednjim generacijam. Za ohranjanje te kulturne dediščine so različni programe, različna sredstva, sicer jih zaradi teh geopolitičnih situacij, ki je vedno bolj krčijo, ampak pričakujemo v prihodnosti, da se bo za mlin, za ohranitev tega mlina in pa ne samo tega, tudi drugih našel v teh različnih skladih tudi kak evro.
Na poletnih igrah je sodelovalo 5 ekip: gasilke Krapje, Turbo Tempo, Murske dekline, špriceraši in ekipa televizije AS. 5-članske ekipe so se pomerile v 4 igrah: slalom z raft čovni, zlaganje čovnov, veslanje po reki Muri in v igri prenašanje voda. Prvo mesto je zasedla ekipa televizije AS, drugo ekipa Turbo Tempo in tretje ekipa Murske dekline. Potek iger so spremljale bogato obložene stojnice, na katerih so se s svojimi izdelki predstavljali lokalni ponudniki. Kulturni program je bil obogaten z nastopom Mihe Balažica, skupine Kunšni prleki, s plesi Kulturno-umetniškega društva Goričko in z nastopom kulturnega društva Rdeči zvonček za skečem Trbelo, da se oženiti. Pri Babičevem mlinu se nahaja tudi na novo odprt turistični paviljon za svežo kavo, osvežilnimi hladnimi pijačami in pristno domačo moko iz Babičevega mlina. V Istanbulu so se sklenile 7. evropske paraigre mladih, kjer je nastopilo kar 700 športnic in športnikov iz 31 držav. Na paraigrah se je izkazala tudi slovenska odprava, ki se domov vrača s kar 5 odličji. Vsem parašportnicam in parašportnikom iskreno čestitamo. Glejte nas spet prihodnjič. Lep pozdrav!